Enkrat snemam neko generalko za kolokvij, ki bo drugi teden. Danes je četrtek, 16. novembra. Na neko prigovarjanje, češ, dej se udelež tega kolokvija, vselej si bil, ne vem, letos je že menda desetič zapovrstjo. Pač sem rekel, ok, se pa moram udeležiti. Tema pa naj bo tale Suic. Namreč, jaz sem že posnel video na to temo, spisal sem tekst in ta tekst bom predstavil na tem kolokviju. Mal je neljub za večino, ki bojo to poslušali, saj ponavadi nas je tam 5, ne? Več kot 10 nas nikoli ni bilo. Skratka, čutim se moralno odgovornega, da predstavim moj pogled na knjigo Bernarda Herberta Suica Murn, angleško Grasshopper. Pač moja kritika se bo nanašala na psihoanalizo. Pač glede na to, da sem šport skozi psihoanalizo spisal tam leta 2000, 2001 sem to izdal v knjigi moj nesojeni doktorat. Zdaj, po mojem videnju, ne, zdaj samo všečno je to reči, ne, ampak to je bistveno več povedanega o športu, o igri, kot je to leta 1978 napisal v obliki tega nekega basenskega romana Bernard Suic, kanadski filozof športa. Bil je tudi v nekih funkcionarskih vodah, nek predsednik nekega združenja za filozofijo športa. Ampak to, kar jaz vidim, ko motrim njegovo knjigo Murn, leta 2020 je bila prevedena, Marko Uršič je to prevedel v slovenski jezik. Moja knjiga bistveno več pove o tem športu, kaj šport na neki filozofski ravni je, oziroma moja raven diskusije je pač psihoanalitična. Tale Suic pa pojma nima o psihoanalizi, ne. Žal je, da moram to reči, čeprav operira s kategorijo nezavednega, tako malo laično. Jaz sem to 2020 kupil to knjigo, potem je probal brati, ni šlo, ni nikakor mi steklo, sploh nisem vedel, kaj berem. Ne, da nisem vedel, ne, nobene zanimivosti ni bilo noter, nič takega, da bi me potegnilo noter. Ampak letos sem pa vseeno rekel, nič, grem na morje, tam se bom pa potrudil, v tistem nekem soncu bom žvečil to neprebavljivo knjigo in res sem zagrizel tega Suica, tega Murna in bil pač razočaran. To sem tudi vedel, ne. Zdaj vedno govorim, da po mojem mnenju je nekaj tako pa tako pa tako, ne. Moje mnenje je pa kritično in tale Suic zasluži, rekel, vso kritiko, ne, oziroma kritiko zaslužijo tisti, ki ne vidijo, ne dojamejo, da ta knjiga Murn, Grasshopper, ni vredna niti branja. Kaj šele neke poglobljene, neke analize, recenzije ali pa prevoda, ne. Zdaj tale Mitja Uršič se je potrudil, prevedel, ker je mislil, ne, da je ta knjiga pač temelj filozofije športa, ne. Po mojem mnenju ni temelj filozofije športa, oziroma tisti, ki to vidi, bom rekel, ne ve veliko o športu, oziroma o filozofiji športa, oziroma, bom raje takole rekel, ni dovolj podkovan na področju psihoanalize, da bi zaznal, kako je psihoanaliza, in zdaj bom radikalen,
izključno psihoanaliza tista, ki lahko kaj kot dodano vrednost doda k razumevanju športa v tem nekem filozofskem, antropološkem, sociološkem, psihološkem smislu. Edino in izključno psihoanaliza. Pa še bom dodal Freudova psihoanaliza, ne toliko Lacanova, ker ta pa je abstraktna, ne. Zato pravim, da po mojem mnenju tale knjiga nima nobene posebne vrednosti, nikakršnega pomena filozofskega za filozofijo športa, razen v tem, da so preko Svica pa preko te knjige filozofijo športa nekako vendarle umestili na nek zemljevid splošne filozofije. In zdaj tisti, ki so pri nas se nekako pa tudi poskušali spopasti s tem Moornom, so kar neka imena, ki so kar priznana. Zdaj tule Lev Kreft ni tako neznan, ker je bil predavatelj na filofaksu, mislim, da estetiko je bolj fural. Olga Markič je po drugi strani kognitivna filozofinja oziroma analitična filozofinja, ki velja, mislim, teoretsko visoko kotira, tudi preko jaz se cenim na teh nekih področjih, kjer naj bi bila ekspert, mislim, meni je tako všečna, ne. Ni mi pa všeč, da sta in Kreft in Olga Markič tega Moorna kar nekako čislala v svojih pogledih. Kreft je napisal spremno besedo, recenzijo, tudi tale Olga Markič se je na zelo pozitiven način razgovorila o Moornu, o Svicu, tudi prejšnji teden, jaz sem danes to poslušal, ne, 16. november, danes je šel nek podcast, pogovor Slavka Jeriča z Olgo Markič, ne, to je z zanimanjem poslušam, tema sicer ni bil šport, še manj Bernard Herbert Svic, ampak vendarle je vmes omenjena, glede na to, da je ljubiteljica športa, igrala košarko, spet na nek zelo pozitiven način govori o Moornu. Mislim, jaz ko to poslušam, ne da me je groza, ne, mislim, z nekim nelagodjem to poslušam, ne da ga kuje v zvezde, tudi Olga Markič, ampak tako čislano govori o njem, jaz pa recimo ga pa grajam, ne. Odkje to razhajanje, ne, zdaj, ali drugi ne upajo, ali ne vidijo, ali sem jaz tok, nisem ravno butas, ne. Moje mnenje bi moralo nekaj šteti, ker nenazadnje sem jaz ogromno napisal, povedal, tudi dosegal na področju športa in v tem smislu psihične priprave, in moje punce so bile jugoslovanske prvakinje, pa tudi sam sem bil nek nosilec nekih medalj na jugoslovanskih prvenstvih, nisem neki aberveznik, ne, in tisti, ki se ukvarjajo s filozofijo športa, tukaj bi bil še tak Jernej Pisk tukaj, ne, predsednik tega našega društva, tudi veličastno govori o Moornu. Zdaj ne vem, kaj sta tela dva Hosta pa Macura, Milan Hosta pa Dušan Macura, ki je povedala o tem Svicu. V glavnem, jaz sem na tej točki kritičen, ne. Tale Marko Uršič je prebral kar nekaj mojih tekstov, najbolj je bil navdušen nad tisto mojo ideologijo športa, ne. Ne vem, koliko je v psihoanalizo zagrizel, površinsko zagotovo je, ker se nekje usporeja moj nek koncept inteligibilnosti oziroma igrabilnosti igre, ko analizira Moorna, ampak ni, jaz mislim, da je ta prevajalec, ki se je sploh odločil za prevod te knjige, neveden na področju psihoanalize, ne. Jaz bi rekel, da podlega Dunning-Krugerjevemu efektu, kar pomeni, da tako malo ve o psihoanalizi,
da ne razume športa skozi psihoanalizo. In zato posledično Murna oziroma Suica ne da ga kuje v zveze, ampak posvečamo enormno pozornost, kar po mojem mnenju je pa too much, ne, mislim. Leta 1978 je Murn, torej je Suic to knjigo napisal, pa jaz bom rekel, tudi za tisti čas zadeva ni tako veličastna, kot se ji danes daje neko vrednost naknadno, ne. Jaz se ukvarjam tako, kot naj bi se Suic, pa vsi te športni filozofi, nas zanima, kaj šport v resnici je, oziroma kako misliti šport. In moje mnenje je, da se športa ne da misliti mimo psihoanalize. Amen. Kdor ne zagrize v psihoanalizo in poskuša nekaj povedati o športu, ta naj bo raje tiho. Brez psihoanalize se športa ne da razumeti. Ne da se o njem kot fenomenu, psihološkem, sociološkem, antropološkem, ne nazadnje zgodovinskem smislu, se v športu ne da govoriti, mimo psihoanalize še od športa ne smeš reči. Lahko nekaj všečnega tam, bi rekel, filozofiraš, ne. En moj sošolc je bil nekoč dober smučar, Rok Petrovič, se je imel za filozofa športa, on je tam, kako bi to še hitreje peljal, pa kako misliti vhod v vrata, da bi bil hitrejši na cilju, ne. To je bil mogoče filozof športa, ne. Jaz sem, ko sem začel bolj resno razmišljati v tej filozofiji športa, sem rekel, da sem kvečjemu filozof športologije, torej znanosti, ki motri šport, ne. Če pa se poenotimo, pa rečemo, da obstaja filozofija športa, ne. Moj izraz bi bil, tudi zavzemal sem se bolj za to, da bi mi imeli filozofijo športologije kot predmet na fakulteti za šport, katedro za filozofijo športologije, ne za filozofijo športa. Ampak okej, če ne vpeljemo te dikcije, pa se sprijaznimo, vmes sem bil malo prekinjen, tale moj Loki je trkal po vratih, pa sem ga not spustil. Loki, pejcem, bod pridn tukaj pa ne lajati. Torej, ne bom inštruiral zdaj drugih, kako morajo gledati na šport, vsak se mora prebiti do točke, ko bo spoznal, kaj je v nekem kontekstu v resnici bistveno in kaj ni bistveno. Ne, po mojem mnenju, Suicov Murn ni bistven v filozofskem smislu. Zdaj tale je Murn nek junak tam noter, to je basenski roman, kako naj rečem tem, lahkomiselni, dejaven utopist, po mojem videnju ni zdaj tako bistven, da bi se z njim ukvarjalo, v nobenem kontekstu ni bistven. Razen v tem, kot sem rekel, da se zaradi Murna kot knjige v filozofiji športa, ta filozofija športa zaradi te knjige pojavlja na zemljevidu svetovne neke filozofije, kot filozofija športa. Zdaj, Suic ni bil nek športnik, ne, bil je tam ljubitelj športa, spogledoval se je s športom, predvsem s šahom, ki ga nekateri nimajo za šport, pa z golfom, ne, to je tudi bolj za neke lenuhe ali pa te ostarele alfa samce, ima veliko denarja, pa proučeval je igro, ne, tako kot je igro proučeval tudi nizozemski, mislim, da ga bi bolj mu lahko rekli antropolog ali pa zgodovinar, John Huizinga, ne. S to knjigo sem bil pa jaz zadovoljen, glede na to, da je bila napisana 1938. leta, ne, ko je še Freud živel, ne. Ni se pričakovalo, da bo Huizinga nek psihoanalitik,
Ampak vendarle, Huizinga je po mojem mnenju močnejši kot Bernard Suic. Poleg tega Murna v tem basenskem romanu neko literarno vlogo odigrata tudi dva lika, skeptik in preudarnost. Zdaj to literarno mogoče vzdrži za neke sladokusce, ki raje berejo neke literarne mojstrovine, kot pa neke znanstvene knjige. Jaz sem pa tle, po mojem videnju, pa vse rekel, pa zadeva bi morala biti bolj znanstvena. Tudi bolj znanstveno se je recimo Huizinga lotil proučevanja športne igre. Zdaj ne vem tole, kaj je Roger Kalios, ali kaj že, Igra in ljudje, pa Eugen Fink, Igra kot simbol sveta. Ne, to so knjige, ki so mogoče močnejše, po mojem mnenju, kot tale Suic, ki sploh ni močen. Zdaj treba še vedeti, da pa sem jaz vendarle napisal to knjigo športski skozi psihoanalizo, ki daleč presega Suica. Po mojem samovšečnem mnenju, bistveno močnejša je, večji doprinos k razumevanju športa in večji doprinos k razumevanju oziroma v registru filozofije športa bi naj imela ta moja knjiga Šport skozi psihoanalizo iz leta 2001. Moj nesojeni doktorat. Zdaj literarna vpeljava posebljene kobilice, torej tega Murna, s katerim se Suic celo identificira kot filozof, kot avtor tega knjiga. Identificira se pa, avtor te knjige, identificira se pa tudi s skeptikom in preudarnostjo. Zdaj, literarno vse skupaj malo zdrži, ampak vendarle ničemur ne služi, ker ni nič povedanega, tam ni nič povedanega bistvenega. Literarno pa nekje špila, špila. Mislim, kakor za koga. Po mojem mnenju ne špila to tok, da bi se s tem ukvarjali. Vsak pa se naj samo odloči, koliko Murna ali pa Suica bo sprejel, kaj je zdaj zanimivo. Po mojem mnenju ni vse skupaj nič zanimivo. Ni vredno resnega premljevanja te knjige. Ampak kdo sem jaz, da bi sodil? Sem nekdo. Če mene vprašate, ta knjiga ni vredna branja. Kaj šele prevoda v slovenski jezik. Tale dva lika, skeptik in preudarnost, ne predstavljata filozofskega niti nekega literarnega presežka. Če tudi se išče definicija igre, kar naj bi predstavljalo bistvo Suicove knjige, če tudi se skozi ta dva skeptika, preudarnost pa Murna, išče definicija igre, kar je simpatično kot ideja, ampak vse skupaj pa se pa ne definira. Definicije Suic tako rekoč ne najde, vsaj po mojem mnenju bi rekel ustrezne definicije ne, pomaga si z številnimi filozofi, tam Wittgensteina omenja, Sokrata, Platona, zdaj Kreft omenja še Marxa. Nisem kje Marxa najdu, zato ker je nobel biti levičar, pa pol si kredibilnost dobiti, ne vem, kje, na radiju, televiziji, če še Marxa omeniš, pa si pol etiketiran levičar, pa prideš v eter. Če bi pa Vodeb prišel tole razlagati, to pa ni šans, da pridem jaz v kak medijski eter govoriti o Suicu, tako kot je Kreft govoril. Freud obide, torej Suic zaobide Freuda, kar se po mojem mnenju zdi absurdno, ker je pač vendarle živel v času, kjer je še trajala mogoče ta
zlata doba psihoanalize. Ne? Ampak očitno Svic psihoanalize ne razume in sem kljub temu, da upeljuje mestoma nezavedno, ne? Ampak zelo laično govori o kategoriji nezavednega, zdaj, da bi kakšno simbolno uplazil, ne? Kategorija simbolnega, ki je inherentni del nezavednega, to mu ne pride na misel, oziroma na misel. Ni v njegovem repertoarju razumevanja psihoanalize. Psihoanaliza je Svicu španska vas. In po mojem mnenju, če nekdo hoče v športu nekaj vedeti in je deklarirani filozof, se mimo Freuda, pa lahko še, rekel, še mimo Lacana, ki je sploh filozofski avtor s psihoanalitičnim pedigrejem, to se ne da. Ne? Mislim, ne moreš ti proti vetru scat, ne, bom rekel. Ne moreš ti govoriti o nečem fenomenu, ki se mu reče šport, mimo psihoanalize. Ne da se. Ne moreš niti spremne besede pisati. Ne? Zdaj, ne bom rekel, da je Kreft zdaj mimo psihoanalize napisal spremno besedo. Jo je, ne? Sam, ok, pa dajmo oprostiti Kreftu za to spremno besedo, ker če že Svic ni bil psihoanalitik, potem tudi pisati spremne besede ne rabi psihoanalitično razpredati to misel. Jaz pa kot, bom rekel, recenzent naknadni, pa vendarle ravno s psihoanalizo zabijam žebel v krsto Svica in njegovega Murna. Zdaj, tisto, kar mi je všeč, mislim, če mi je kaj sploh, ne, ampak mi je všeč, da Svic poskuša legitimizirati idejo o definiranju športa in govori na nek način proti tistim, ki so proti definiranju športa. Ne. On je protidefinicijski. Ne. On bi rad definiral šport, to je spoštovanja vredno. Ne. Vendar Svic igre vendarle, po mojem videnju, mojem mnenju, ki ga argumentiram, ne zna definirati, ker se igre, ne, to je moje mnenje, mimo oziroma brez psihoanalitične teoretske intervencije ne da definirati. In Svic tega ne ve. In tega ne ve niti Uršič, ne, se pravi prevajalec te knjige, niti Kreft, niti Olga Markič, niti Jernej Pisk. Ne. Nihče iz registra filozofije športa, teh znalcev, ki naj bi nekaj vedeli, se s tem Svicom ne ukvarjajo na psihoanalitičen način oziroma ga ne motrijo, ga ne kritizirajo skozi te psihoanalitične koncepte, kot to načeloma pa jaz delam. Ne načeloma. Jaz sem kritik ravno zaradi psihoanalize. Ker tale Svic skuša v dialogu med Murnom in obema tema učencema, skeptikom in preudarnostjo, upeljati, ko vse skupaj definira, distinkcijo med delom in igro. Ne? In tle brcne v temo. Ne? Tle mu manjka. Ne? On ne ve, da imata delo kot neko opravilo in igra simbolno strukturo. Vse imata simbolno strukturo. Tako kot imajo sanje simbolno strukturo, imajo tudi vsa dejavnost v budnosti simbolno strukturo. Ne? Analiza sanj, interpretacija sanj ni kraljevska pot zgolj do nezavednega, ampak je kraljevska pot do simbolnega. In simbolno organizirana, strukturirana v naši glavi je tudi budnost. Ne? Igra je bolj kot delo kompatibilna z načelom ugodja, ne? Če to je Freudov termin. Delo pa bolj z načelom realnosti, ne? Ker z delom se da ne samo zabavati, ampak se da tudi zaslužiti in potem imaš, ko unovčiš svoje delo skozi finance, skozi denar, se lahko tudi naješ, ne boš od lakote umrl. Lahko pa ti umreš, če samo igraš se tam nekaj v športu, pa nič ne dobiš plačano. Ne?
Ampak tudi delo, to, kar Suic ne ve, lahko simpatizira z načelom ugodja. Tudi delo je lahko užitek. Pač v primeru, da nekdo svoj poklic, svoje delo, delanje opravlja z afiniteto. Torej pri svojem delu tako rekoč uživa. In to je mogoče. Suic pa to prav, da ne. Sej težko bo nekdo za tekočim trakom užival, ne, v divjem kapitalizmu. Pa vendarle je tudi delo lahko način uživanja, ker ima simbolno strukturo in tega Suic ne ve. Suic nima nikakršne psihoanalitične kompetence, da redukcionirano tematizira delo in igro, ker ne pozna kategorije, zdaj če rečem po Lacanu, realne realnosti. Realno po Lacanu. Ali pa funkcije primarnega procesa po Freudu. Ne pozna kategorije oziroma koncepta simbolnega. Ne? Kljub temu, da mestoma, kot sem rekel, operira s kategorijo nezavednega. Ampak to dela zelo laično, ne? Ko všečno, kot nek intelektualec, tu in tam reče še nezavedno, da se bolj nobel sliši. In zdaj potem pa takole izreče tole dikcijo. Delo je dejavnost, ki jo moramo opravljati, igra pa je nekaj, kar počnemo za zabavo. Mislim, to, ko bi en kmet tole povedal, ne? Se simpatično sliši, ne moremo reči, da ne drži, ampak zadeva je bistveno bolj kompleksna. Ne? Bo še pravi, delo je nekakšno nujno zlo. To zdaj ne drži, ne? Ker nekateri, ko delajo, uživajo, ker ima tako delo. Ne? Tudi športniki so poklicni športniki in uživajo. Ne? Tukaj se sploh Suicu zalomi. In Suic tega nekako ne ve, oziroma ne more vedeti, ker ne razume simbolne strukture duševnosti. Ne? In če tega ne ve, potem naj molči o športu, ker bistvo športa je simbolna struktura igre. Ne? Simbolna struktura se pa poteka na nezavednem nivoju, v realni realnosti, v primarnem procesu. Suic pa te simbolne strukture duševnosti ne pozna simbolne strukture niti športa, niti dela oziroma delanja, oziroma opravljanja nekega opravila, ki ima simbolno strukturo. Tudi zato se Suica ne more in ne sme kovati v zvezde kot pomembnega filozofa športa oziroma igre. Suic preprosto ni dorasel problemu, ki ga tematizira, torej športu, v celi farsi pa je patetično to, ne, in to jaz zdaj zamerim mojim kolegom, da nihče, ki se v Sloveniji ukvarja z Murnom, se je ukvarjal, pa Suicom, ga koval v zvezde, ga še kuje v zvezde. Tega mojega kritičnega pogleda tudi slučajno ne dojame, oziroma sam ni sposoben gledati kritično na Suica, na Murna. In tale moj ekspoze je neka izjema, pa še tako ima status nekega parhezijskega govora. Obešati na veliki zvon definicijo, distinkcijo med game, kot igra z izidom, kot prevaja Uršič, in play, to je pa neko igračkanje, se pravi igra, ki ima simbolno strukturo. Zdaj, to je malo, sam distinkcija med game in play, to je malo patetično, zdaj, da cela knjiga, oziroma cela knjiga, pomemben del te knjige je distinkcija med game in play. Mi pa nimamo tega izraza, ne? Mi imamo pa igra skozi, ne? Imaš igro z izidom, pa igro kot igračkanje, ne? Laično rečeno. Uršič v prevodu omenja to distinkcijo, ampak zdaj v 21. stoletju bi mogli kaj več okrog te distinkcije med gay in play zapisati oziroma povedati.
Zdi se, takšno je moje mnenje, da smo v Sloveniji malo za časom, pa izgubljeni v času. Rekel, mimogrede naj povem, da sem že sam v prvem magisteriju, ko sem delal motivacijsko faktorsko strukturo, zaznal faktor play, igračkanje pri ženskah, pa igro game, faktor game. Pri moških. Moški se tam pretepajo kot neko mesarsko klanje. Ženske se pa ne pretepajo, ampak v igri bolj na nek način igrajo, uživajo. In tle je distinkcija playing game bila zaznavna že tam sredi 90-ih let, pred dobrimi 30 leti sem jaz to distinkcijo delal, in ko sem gledal, kdo še to vlada, že tam en Rutar, Dušan, psiholog, tudi psihoanalitik, filozof, je tudi upeljal distinkcijo med game in play. On se je opiral na Georgea Herberta Mada, ko je pisal svoj spis v nadaljevanjih, mislim, da v 10. delu je napisal Psihologija skozi psihoanalizo, in tam vse skozi govori o tej distinkciji med igro, kjer se tekmuje, pa igro, kjer se igra, kjer se igračka, bom jaz rekel. Zdaj, kaj je game? Game je tekma, borba. Angleško je game, starogrško pa agon. Agon je pomenilo res da tekmovanje. V stari Grčiji se je tekmovalo na olimpijskih igrah, vendar v dramatiki so bili tudi nek agonski konflikti, zapleti, ker agon je pa tudi, ali pa predvsem je konflikt. Zdaj jaz ne bom razlagal moje videnje definicije, ker tale ekspoze ni namenjen temu, da bom jaz skozi psihoanalizo definiral športno igro, ampak tale Suits pa leta 1978 ni prišel prav dlje od tega, da je ločil igro kot play, pa igro kot game. Game kot igra z izidom. Tale Uršič govori o prevajalski dilemi v smislu, kako prevajati play, pa kako game, in najde neko simpatično rešitev, se pravi igra z izidom oziroma tekmovalna igra je game, pa je pa ludičnost, ludičnost bilo pa neka ludični moment, igrivi moment v igri. Zdaj, glede na to, da sem pa jaz pa šport skozi psihoanalizo napisal 2001. leta, pa še prej pisal v Antroposu leta 1998 o športu na način, da če bi kdo to prebral, bi tega Svica bolj z rezervo jemal, ampak očitno se mene ni jemalo tako resno kot nekega kanadsko-ameriškega filozofa Bernarda Herberta Svica, ki je bo zdaj en vodeb proti unem tem. Skratka, agon je konflikt, kar pa predstavlja jedro Odipovega oziroma kastracijskega kompleksa, kar je zelo pomembno za razvoj te teorije igre, razumevanje igre skozi psihoanalizo. Suic s svojim Murnom in še skeptikom in preudarnostjo ne pride dlje kot do dikcije oziroma sklepa, takole ga citiram, da se igranje igre razlikuje od dela in da se igre razlikujejo od tehnične dejavnosti, torej od dela, potem, da sredstva, ki se uporabljajo v igri, niso učinkovita. Niso najučinkovitejša sredstva. V igri ne smeš ti enega tam likvidirati s pištolo, da ga premagaš. To bi bilo učinkovito, pa bi pa zmagal. Mislim, to z neko banalnostjo zastavi svojo distinkcijo med delom in igro. Potem pa še dodaja Suic, predpostavimo torej, da se
igre z izidom, da so igre z izidom ciljno usmerjena dejavnost, pri kateri se namenoma uporablja neučinkovita sredstva. Stran 17. Svic s primerom atletskega oziroma stadionskega tekmovanja, ne, na stadionu, potem zastavi eno zadevo, po mojem mnenju, zelo ponesrečeno. Zdaj ne bom šel v to mojo definicijo igre. Če bi bil nagovorjen, bi se spodobno lotil tega, ampak to ne moreš tu v enem stavku definirati skozi psihoanalizo definicijo igre oziroma športa, ampak je treba kar, kakšno minuto govoriti, saj, ali pa par stavkov napisati, da približno definiraš igro, tekmovalno igro, športno igro. Tlele pa si ne bom vzel tega časa, ne. Če bi bil Svic seznanjen s Freudom oziroma psihoanalitičnimi koncepti, v prvi vrsti imam v mislih sekundarno elaboracijo, prevaja se pri nam tudi drugotno obdelavo, in če bi govoril o igrabilnosti igre, ne, po modelu inteligibilnosti sanj, se ne bi zatekal tako banalno primerjavo, kjer si pomaga, ne vem, ko pelje koncept goljufanja, naprimer s tekom do zmage po bližnjici, ne, da petrigaš, ne, da goljufaš pa zmagaš z goljufijo, ne. Greš na stadionu, kaj takole čez po bližnjici in pa priješ prvi v cilj, ne. Mislim, kakšne neumnosti zdaj to govori, ne. To nič ne pove s tem, ko takole začne, ne. Koncept bližnjice pa goljufanja. Ne, pol pa vpelje sicer, ne, naknadno pelje pa pravila igre, skozi katerega se izvleče, koncept pravil igre se izvleče iz številnih konceptualnih zagat, v katere se dobesedno zaštrika. Ko pelje pravila igre, seveda ne brca v temo, ne, ker pravila igre so temelj razumevanja športa. Športa kot game, ne. Zdaj pravila igre v neki aerobiki, ne, ker tam gledajo gledalo, pa frontalno vsi delajo, če tudi tekmujejo tam, ok, so tudi neka pravila, ampak tam ni nekih faulov, ne. Ampak tale svet ni tako suveren, kot bi bil, če bi se teh pravil igre loteval skozi psihoanalizo, ne. In skozi koncept inteligibilnosti oziroma igrabilnosti igre, športne igre in tega faktorja komponente sekundarne elaboracije. Svic hitro sklene, da je cilj igre, cilj igre bi lahko rekli, da je zmaga, ne. Stran 18 pravi, ne, cilj igre je zmaga. Mislim, to je zelo ohlapno, ne. Saj ni zmotno to reči na tak način z enim stavkom. Cilj igre je zmaga, ne. Ampak toliko tega se da povedati, predvsem v tem simbolnem kontekstu, ne. Ker ta športna zmaga je naknadna zmaga, če rečem psihoanalitično. Namreč moška zmaga vseh zmag, ki se dečku, torej malemu Oidipu, nekoč ni zgodila. Bila je pa zelo želena, torej libidinalno investirana. Je bila namreč fatalno kronana s porazom in posledično vzpostavitvijo tabuja incesta. Govorimo o Oidipovem kompleksu, ne. Gre za dečkovo oziroma sinovo odločilno oidipalno situacijo, kjer je porazen. Ne. Poraz, ki mu ga je, ali pa ki bi mu ga moral zadati oče v boju za privilegij v mamičini želji, v boju za mamico. Oidipski oče je tisti, ki sina premaguje, moral ga bi premagovati in mu zagroziti s kastracijo.
In to je fatalni in rojstveni moment športa kot fenomena, psihološkega in sociološkega, antropološkega, zgodovinskega, naknadno, ne še. Ne? In pa je ta fantazma, ključna fantazma, na kateri potem zgradi otrok, deček, moralno razsodnost, ne? Je kastracijsko obeležje, ima ta kontekst. Ne? Če si boš želel mojo ženo, tvojo mamico, te bom kastriral. Je apel očeta naslovljen fantazmatsko v psihični realnosti na otroka, na malega Ojdipa. In vse to zadane potlačitev, vse to se potlači. In ko se potlačitev vrača, nastane šport. Afiniteta do borbe, do agona, konflikta, do tekmovanja, do borbenosti, do prepeljivosti. In v tem koridorju je treba koncipirati definicijo o športu. In Svic ni kompetenten, da piše o filozofiji športa na epohalen način. Lahko piše basenski roman, ga je napisal, in temu romanu ne smemo posvečati pozornost, ker je nič od niča za razumevanje športa oziroma filozofije športa. Svic sam pa meni, da je njegova knjiga prispevek k sociologiji in socialni psihologiji in pri tem oplazi Erika Berneja, njegovo knjigo Katero igro igraš, ne igro, in se nanj naposled tudi opre. Ne. Zdaj, da bi se pa tale Svic zatekel pa Freudu, mu očitno ne pade na misel, psihoanaliza je očitno preveč kvantna in težko razumljiva povprečnemu intelektualcu, se pravi temu severnoameriškemu filozofu. Ne. In zdaj, če se vprašamo, Svic ali Freud, brez zadržkov, absolutno, Freud. Ok, Lacan. Da ne rečem vodeb, ne, mislim. Ker skozi psihoanalizo sem pa jaz obdelal šport v nulo. Ne. V nulo. V svoji knjigi Šport skozi psihoanalizo 2.1 in interpretacija športa 2.5 po modelu interpretacije sanj. Tale Svicov Murn je mestoma prežet številnimi pomanjkljivostmi, nedoslednostmi, tudi zdrsi in tautološkimi zaciklanji. Naprimer, ko Svic upelje šah, igranje šaha, tam 4. poglavje, stran 45 do 50, je v svojem filozofskem diskurzu patetičen. Meni deluje absurdno, ne, banalno, nedostojno, infantilno, če sem še bolj kritičen, ne, pa parhezijski, neustrašno govorim, kritično govorim, ne, da sem si napisal v rangu glupega mujota in hasota, in fate, v vicih o Bosancih. Take neumnosti govori. Ena od Svicovih za lase privlečenih dikcij in odvečnih tautoloških misli traktatu se nanaša na definicijo šaha, šahovske igre, pa tam še nek šah kot inštitucija. Mislim, kaj to pomeni? V 6. poglavju ima tam enega Ivana pa Abdula, upelje Svic in zapiše, recimo, pazite to čudno dikcijo. Pri golfu, na primer, se pričakuje, da uporabljaš palico za golf in da spraviš žogico iz mivke celo tedaj, ko nasprotnik ne vidi, kaj počneš. In pri tenisu se pričakuje, da pravično sodiš, ali je bila žogica v polju ali izven njega. Celo, če nasprotnik ni bil v položaju, da bi presodil tvojo presojo. Šah ni nič boljši, saj skrivama nisi mogel spremeniti položaja figur na deski, kar bi bila očitno učinkovita taktika, ne? Da bi z goljufanjem mu tam ukradel kraljica, da pa igrajmo naprej. Ne? Mislim, kakšne neumnosti to govori? Ne? To bi, če bi jaz napisal, da bi se od nasprotnika se pri šahu pričakuje, da igra, če tudi nasprotniku smrdi iz ust. Ne? Tudi v tem primeru moraš ti šah igrati, tudi če rigne.
ne, ali pa prdne, ne, ali pa pri tenisu, ali pa golfu se igra in se igra ne prekine, če tudi igralec pri zamahu požre muho. What? Ne? A to drži? Ja, drži že, sem kaj o tem govoriš? Nisem. Ne da si mi več zdaj tole, ne vem kako razpredati, tale bi še marsikaj lahko povedal, ampak to je bilo to, mogoče bom na tem kolokviju še kaj več povedal. Čau.